V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje in vsi, ki nas spremljate s pomočjo sodobne tehnologije, smo na varnem, v Božjem naročju. Čeprav smo obkroženi s strahom, zmedo, slutnjami in negotovostjo, svet je na robu panike. Zato ne potrebujemo abstraktnega evangelija, ampak konkretno upanje, ki tolaži. Zato smo tu. Potrebujemo konkretno ljubezen, ki ni vezana na pravila, razpoloženje, čustva, sentimentalnost, ampak temelji na odnosu z Bogom in bližnjim. Jezusove zapovedi niso seznam moralnih načel, temveč življenjska usmeritev za konkretna dejanja. Zakoreninjene so v njegovi lastni ljubezni, ki se podarja. V ljubezni, ki se druži z grešniki, poklekne, da umije učencem noge, briše solze, da svoje življenje za svoje prijatelje, noče se maščevati, tudi če je izdana. Starozavezne zapovedi lahko merimo, lahko jih preverjamo. Zapoved ljubezni pa nima meja, ker je ljubezen največja in je način novega življenja. Prisluhnimo oznanilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri vabljeni v cerkev na molitveno srečanje. V sredo 20. maja ob 19. uri bo v cerkvi srečanje v okviru Trubarjeve bralne značke, zato sredin študijski forum odpade. Srečanje starejših vernic bo v četrtek 21. maja ob 9:30 zjutraj, 9:30 dopoldan v čajarni cerkve. V soboto 23. maja ob 10. uri vabljeni na otroško srečanje z igrami, delavnicami in druženjem ob ognju. Srečanje koordinira katehetinja Tjaša Golobič-Štucin, prijavite pa se lahko preko spletnega obrazca vabljeni otroci od 3. do 14. leta starosti. Otroci, povabite tudi svoje vrstnike, prijatelje, njihove starše, saj je to srečanje namenjeno predstavitvi aktivnosti, ki jih v naši cerkvi izvajamo za otroke. To srečanje je kot dan odprtih vrat, da naši znanci, sorodniki, sovaščani, someščani pobliže spoznajo nas in naše delo. Naslednjo nedeljo ob 10. uri pa smo vabljeni v cerkev na osrednje tedensko bogoslužje. Po današnjem bogoslužju pa kava, druženje, čaj, pecivo na Trubarjevi ploščadi in prijeten sonček. Zapeli bomo himno Ime najdražje Jezus je. Tako lepo zveni, od angelov
Biblično vodilo današnje nedelje je: poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši. Prisluhnimo poeziji 27. psalma. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Za eno prosim Gospoda, to skušam doseči, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi zrl Gospodovo milino, premišljeval v njegovem templju. Zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetišču na dan nesreče? Skriva me v skrivališču svojega šotora, na skalo me vzdiguje. Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi. Upaj v Gospoda. Priznajmo svoje grehe. Usmiljeni Oče, v svojem sočutju nam odpusti, ker Kristus, ki je vstali Gospod, ni svetla vizija našega srca, ampak se dovolimo premotiti začasnemu blišču. Odpusti nam, ker Kristus ni naša najboljša misel po dnevi in po noči, ampak se dovolimo zapeljati mikavnim, a minljivim ponudbam. Odpusti nam, ker kratkotrajnočastih lepje zasenčuje tvojo večno slavo. Odpusti nam, ker se zanašamo na svojo razumnost, tvojo modrost, učitelj, pa spregledujemo. Odpusti nam, ker se tako hitro zadovoljimo s povprečnim, globino tvoje navzočnosti pa zanemarjamo. Odpusti nam, ker najdemo čas za mnogotero, bogoslužja v cerkvi pa zlahka opuščamo. Odpusti nam, ker se prepuščamo ukanam, pozabljamo pa, da nas edino tvoja resnica osvobaja. Odpusti nam, ker se hitro zadovoljimo zemeljsko srečo, ti pa nam podarjaš večno veselje. Odpusti nam, ker mislimo, da si samo v nebesih, ti pa nas čakaš v naših bližnjih in drugačnih. Zato nam pomagaj, da bo naše srce goreče, noge pa pripravljene za oznanjevanje evangelija miru. Prosimo, naj je naše kesanje resnično. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Besede milosti in slavospev nas obsipavajo s tolažbo. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Je kakor drevo zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina. Njegovo listje ostane zeleno, v sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu. Zato naj je slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k molitvi. Usmiljeni Oče, kot Božja družina smo zbrani pri Kristusovem križu od rešitve, ozdravitve in osvoboditve, s pogledom navzgor, od koder prihaja naša pomoč, mir in tolažba. Najsvetejši Oče, tvoja ljubezen nas je spodbudila in privedla v slavo tega svetišča, kjer v golgotskem kristalnem vrelcu umivamo svoje srce, da lahko vredni uživamo kruh evangelija, ki ga radovoljno deliš z nami. Verujemo, da je tu na svetih tleh, kjer je zbrano verno ljudstvo, prestol tvoje milosti, izpod katerega teče zdravilni tok odpuščanja skozi neskončne veke. Pridite, prihajamo kot zvesti Božji služabniki s kadilom molitve. Molimo, naj naše srce postane harfa za novo pesem jagnjetu. Prosimo, naj se nad nami razprejo nebesa, nas orosijo z blagoslovom, da bomo obilno namakan, cvetoč vrt Božje cerkve. Opomni nas,
da je samo ogenj ljubezni znamenje Svetega Duha in krona večnega življenja. Prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom iz 3. poglavja, zdaj pa bomo zapeli pesem Tu je ta reka. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogatstvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Njemu pa, ki more pomoči, katera deluje v nas, vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove na veke vekov. Amen. Lahko sedete. Apostol Pavel pravi v prebranem odlomku: upogibam svoja kolena pred očetom. Svet, v katerem živimo, nas uči: bodi močan, stoj pokončno, ne pokaži šibkost, postavi se zase. Evangelij pa nas uči, da človek postane močan šele takrat, ko poklekne pred svojim stvarnikom. Veliko ljudi stoji pokončno pred svetom, znotraj pa so zlomljeni. Bog pa išče tiste, ki se znajo zlomiti pred njim, da jih lahko on na novo sestavi. Svet občuduje ljudi, ki nikoli ne pokleknejo. Nebesa pa se veselijo človeka,
ki zna poklekniti v kesanju, zaupanju in ljubezni. Kolena povedo to, česar besede ne zmorejo. Gospod, brez tebe ne zmorem. Upognjena kolena pred Bogom zato niso kraj sramu in ponižanja, ampak srečanje z Bogom. Sveto pismo pravi, da se bo nekega dne upognilo vsako koleno pred Kristusom. Kako dragoceno pa je, ko se srce odloči poklekniti že danes, ne iz prisile, ampak iz ljubezni. In o tem govori tudi naslednja pesem, zato stanimo in z celega srca zapojmo: Kristus je naš Gospod. Zakleknoni vse bolj in
Božje jagnje, ti, ki si tiho nosil greh sveta, prihajamo pred tvoj križ s hvaležnim srcem. Pomagaj nam, da znamo upogniti svoja kolena pred teboj, ne samo v trenutkih stiske, ampak tudi v dneh miru in obilja. Naj naša upognjena kolena nikoli ne bodo znamenje strahu, ampak ljubezni, čaščenja in popolnega zaupanja vate. Amen. Izvolite sesti, pred nami je utrinek za otroke. Torej, na vrsti sem jaz. Utrinek za otroke, malo večje in malo manjše. Vsi dobrodošli, kolikor vas je spodaj in zgoraj, in tisti, ki nas boste gledali še s pomočjo sodobne tehnologije. Še največji utrinek je to pa za nas, ki se bomo pridružili otrokom. Dobro, da vas imamo, smo zelo ponosni na vas, radi vas imamo. Zelo ste v redu, pridno prihajate v cerkev in to pohvalimo. Za vas imam danes nekaj posebnega. Da vidim, kaj se tukaj skriva. Kabli, električni, podaljšek. Še nekaj imam. Tvoj avto je pa tudi glasen, ga lahko ugasneš. Je možno? No, da ne bo ropotal, ja, in mi delal konkurence. Jaz bi tudi tak avto imel, potem se bova lahko po bogoslužju igrala, ja, zunaj pred cerkvijo. Še nekaj imam. Tenis žogico. Liziko imaš, bravo, super. Zaploskamo, ker ima liziko. Evo, lepo. Zdaj bom pa rabil pomoč, bom prosil duhovnika Petra, da mi pride pomagati in bo držal mikrofon. Poglejte, kaj se zgodi, če vržem žogico na tla. Pade. Boš poskusila, jo lahko ujameš? Ali bo kdo od fantov, ti poskusi, potem boš pa še ti, ja? Ne moreš. Bo pa Sara poskusila? Ojoj, pa smo jo ujeli, dobro. Torej, žogica pade na tla. Če nima podpore, in tako tudi mi brez Boga, brez staršev, brez ljubezni, brez cerkve, brez vere, brez upanja. Ko pa pride nevidni zračni tok, tako kot Boga ne vidimo, vere ne vidimo na tak način, Božjih rok, ki nas držijo, jih ne vidimo, vendar brez njih pademo, pa se zgodi nekaj čudovitega. Pred nami so tudi binkošti in ta vodni tok, zračni tok tudi predstavlja, kako smo nošeni v Božji roki. Pa poglejmo. In to je življenje brez Boga, življenje brez cerkve, življenje brez molitve. Ja, pa mi ne boste zaploskali. Dragi veroukarji, zdaj pa hitro k verouku in nikoli v življenju si tega ne pozabimo. Tudi mi vsi ostali, ko bomo mislili, da smo na tleh,
nas lahko Božja roka dvigne. Ja, slišali smo, da brez Boga ni dobro biti, zato se bližamo sedaj k Božji besedi, predtem pa še poberimo prostovoljno nabirko s pesmijo Luč nogam mojim. Milost vam in mir od Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, nahajamo se v prav posebnem času. V četrtek smo se spominjali Jezusovega odhoda v nebo, čez teden dni pa je praznik Binkošti, prihoda Svetega Duha. Kaj so Jezusovi učenci počeli v teh 10 dneh vmes? Ko je Jezus odšel, obljubljenega Svetega Duha pa še ni bilo. Umaknili so se na varno. Bili so v stanju čakanja, stand-by, v času tišine in negotovosti. Znašli so se v čakalnici zgodovine. In zakaj je sploh potrebno bilo to čakanje, mučno čakanje? Zakaj ni Bog takoj poslal Svetega Duha, takoj v četrtek, ko je Jezus odšel v nebo? Zakaj je bilo potrebno teh 10 dni praznine? Bodimo odkriti, sodobni človek ne prenese čakanja, organsko. V našem svetu mora biti vse takoj na klik. Takojšnji odgovori, takojšnje rešitve, instantna tolažba. Čakanje razumemo kot potrato časa, kot napako v sistemu. Čakanje je najhujša nervoza. V Božji logiki pa je čakalnica prostor najglobljega dela. Teh 10 dni tišine je bilo potrebnih, da so se učenci otresli svojih lastnih človeških idej o tem, kako bodo rešili svet. Morali so doseči dno svojih nemoči, da so postali sposobni sprejeti Božji dar. Čakanje je čas, ko se naša vera očisti, iluzij, da imamo vse pod kontrolo. To je podobno mučnemu občutku, ko v zdravstveni čakalnici sedimo pred zaprtimi vratmi, zdravnik, ki nas je pregledal, je odšel, izvidel pa še ni. Sedimo sami s svojimi mislimi, sami v tišini in ne vemo natančno, kaj bo prinesel naslednji trenutek.
trenutek, ki ga niti ne moremo pospešiti. In prav v takšni negotovosti in čakanju nas bo danes presenetil svetopisemski odlomek, ki ga bomo sedaj prebrali. Presenetil nas bo s povabilom k petju, igranju in praznovanju. Povedal nam bo, kako lahko preživimo to mučno čakanje. Vabim nas, da prisluhnemo tem besedam iz Psalma 92 in preberimo od 1. do 5. vrstice. Psalm, pesem za sobotni dan. Dobro je zahvaljevati se Gospodu, prepevati tvojemu imenu najvišji, oznanjati zjutraj tvojo dobroto, tvojo zvestobo po noči, na liro in harfo, z razleganjem na citre. Zakaj razveselil si me, Gospod, s svojim delovanjem, nad deli tvojih rok vriskam. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Pred 14 dnevi na nedeljo kantate smo ob Pavlovem pismu Kološanom ugotovili, da cerkev ne poje, da bi nam bilo lepo, ampak zato, da je sredi stiske bolj znosno. Spomnimo se tistega naročila. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami, s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi hvaležno prepevajte Bogu. Iz pisma Kološanom 3:16. Ta skupna pesem je dokaz, da je Kristusova beseda našla dom v občestvu. In kjer prebiva Božja beseda, tam vera ne more molčati. Danes pa stopimo korak naprej. Naravnost v trenutek, ko pesem v grlu dejansko zamre. Postaviti si moramo neizprosno vprašanje. Kako sploh lahko poje človek, ki se počuti popolnoma zapuščenega? Od Boga, od ljudi, od samega sebe. Kako naj tiste radostne harfe iz pravkar prebranega odlomka iz Psalma 92 povežemo z brutalno resničnostjo človeškega življenja? Pred tem težkim vprašanjem se pokaže, zakaj potrebujemo nauk, izročilo, Božjo besedo. Kajti brez jasnega nauka in trdega temelja Božje besede bi se naša vera sredi osebne agonije sesula v prazne fraze ali pa meglen brezup. Sveto pismo nam pomaga doumeti z razumom, kaj Bog govori takrat, ko vse okoli nas utihne. In če pogledamo celotno zgodovino Božjega razodetja, ugotovimo nekaj presenetljivega. Božja beseda ne ostane le pri govoru, ampak se sredi preizkušenj vedno spremeni v pesem. Ko so Izraelci prešli Rdeče morje, niso napisali poročila ali zapisnika, ampak so zapeli. Ko so v Babilonu izgubili tempelj, pa niso izgubili psalmov, pesmi, poezij. Ti psalmi so postali njihov prenosni tempelj, kjer je vera preživela skozi glas in spomin. Kar se je pelo, je preživelo. Pravzaprav je bilo celotno Jezusovo življenje že od samega začetka dobesedno tkano iz pesmi. Še preden se je rodil, je Marija zapela Magnificat. Ko se je vrnil glas nememu Zahariji, je takoj zapel hvalnico. Ob rojstvu v Betlehemu so peli angeli, v templju pa je Jezusovo vrnitev k Bogu v spevu prepoznal stari Simeon. Jezus je prišel na svet obdan z melodijo ljudi. Videli smo, da je bilo Jezusovo življenje prepleteno s pesmijo, vendar ali si dejansko predstavljamo, da je Jezus pel? Bodimo odkriti, ko pomislimo nanj, imamo v glavi ponavadi dve precej resni sliki, dve skrajnosti. Po eni strani tihi, resen Gospod s svetniškim sijem, ki z nerealno podobo na steni nemo gleda v prazno.
Po drugi strani pa lahko pademo v drugo skrajnost in v njem vidimo filmskega karizmatika, nenavadnega čudodelca, ki ves čas dela spektakle. Skoraj nihče pa si ne predstavlja Jezusa, kako s svojim očetom Jožefom v tištarski delavnici prepeva zadnje gospel hite. Ali pa sredi kuhinje, kako z mamo Marijo prepeva ob pripravi kosila. A resnica je prav takšna. Božji sin je bil človek iz mesa in krvi. Imel je glasilke, imel je posluh in s svojimi prijatelji je preprosto zapel. Ni bil ves čas le resen učitelj, bil je del pojočega naroda. In evangelisti so nam glede tega vprašanja, ali je Jezus pel, zapustili en prav poseben kratek zapis. Matej in Marko sta zapisala: in ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. To se je zgodilo na praznik Pashe, na veliki četrtek zvečer, v tisti jeruzalemski gornji izbi, kjer so ravno zaključili zadnjo večerjo. Juda je takrat že odšel v noč. Jezus je ostal sam z 11 učenci. Kruh je bil razlomljen, čaša vina spita in Jezus se popolnoma zaveda, kaj sledi. Ve, da so mu štete zadnje ure in da ga zunaj pod oljkami kmalu čaka aretacija in smrt. In prav v tem trenutku sredi tiste sobe skupina moških zapoje. Jezus v tem trenutku skrajne groze poje hvalnico. Ne joče, ne obupuje, ne piše oporoke. Jezus z učenci zapoje. O prazniku Pashe so peli natančno določen Halel psalme. To so psalmi 113 do 118. In ti psalmi, predstavljajmo si ta paradoks, govorijo o rešitvi, o zaupanju sredi smrtne stiske in o tistem stavku: kamen, ki so ga graditelji zavrgli, je postal vogelni kamen. Jezus torej poje o zmagi, o Božji zvestobi in to v trenutku, ko stopa naravnost v levje žrelo. S svojim lastnim glasom prepeva psalme odrešenja, medtem ko stopa v temo Velikega petka. Svoje trpljenje je torej z besedami in s pesmijo že interpretiral v luči Božje zvestobe. Jezus poje, ker vero razume kot radikalno zaupanje, kot krik, ki si upa postati pesem, še preden ugleda rešitev. Nato pa sledi križ in na križu, sredi najhujše teme Velikega petka, Jezus znova zapoje, uporabi pesem. Visoko na lesu, tik pred smrtjo, z zlomljenim glasom zakliče starodavne besede psalma 22. Eli, Eli, lema sabahtani. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Za nas je to morda le kratek krik obupa. Za tiste, ki so takrat stali pod križem, pa je bil to začetek dobro znane judovske pesmi. To je tako, kot če bi danes nekdo začel peti prve besede slovenske himne. Žive naj vsi narodi. Vsi v trenutku v glavi slišimo celotno besedilo do konca. Tako je bilo tudi s psalmom 22. In ta psalm 22 ima v Svetem pismu zelo nenavadno obliko. Sestavljanje iz dveh popolnoma različnih delov. Prva polovica psalma 22 je čista tema. Trpeči človek opisuje osebni pekel. Vsi se mu smejijo, prebodi so mu roke in noge, slačijo ga in si z žrebom delijo njegovo obleko. Boga kliče dan in noč, pa ni nobenega odgovora. To je krik popolne samote. Sredi pesmi pa se zgodi oster zasuk. Druga polovica pesmi psalma 22 se nenadoma spremeni v mogočno, radostno hvalnico.
isti trpeči človek začne vriskati od veselja. Pravi, oznanil bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi tam na hribu Golgote. Jezus na križu to pesem iz Psalma 22 začne peti. Na ves glas zapoje oziroma izreče tisto prvo težko vrstico o zapuščenosti. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Do druge polovice te pesmi Psalma 22 pa ne pride. Ne pride do tistega veselega dela, kjer se poje hvalnica sredi skupnosti. Tako kot bi mi danes začeli peti himno Žive naj vsi narodi in potem umolknili. Na tak način tudi evangeliji pravijo, da je Jezus po tem kriku, ko zapoje začetek Psalma 22, preprosto umolknil in umrl v popolni tišini. Zakaj je Jezus na križu pustil to pesem na pol prerezano? Zakaj je umrl v molku in ni dokončal tistega radostnega dela? Zato, ker Jezus na križu zavestno prevzame nase samo našo bolečino, naš zlom, naš krik zapuščenosti. Drugega veselega dela pesmi pa preprosto ni mogel zapeti sam. Zakaj? Ker tisti veseli del po zakonu Svetega pisma ne pripada več njemu kot posamezniku, ampak pripada občestvu. Pripada skupnosti ljudi, ki so zaradi njegove daritve rešeni. Pripada nam. Jezus je na križu to pesem začel, nam cerkvi pa je pustil, da jo dokončamo. Ko prva cerkev po vstajenju začne peti psalme, himne in duhovne pesmi, ne počne nekaj novega. Ne zapolnjuje praznine s pobožnimi besedami. Cerkev je postala glas Psalma 22, ki ga je Jezus začel peti na križu. In mi smo tisti veliki zbor, o katerem govori prerokba iz Psalma 22. Oznanil bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. Zakaj ni preziral in ni zaničeval nesreče nesrečnega, ni skrival pred njim svojega obličja, ko je k njemu klical na pomoč, je slišal. In tukaj se dotaknemo tudi samega srca današnje nedelje, nedelja, ki se po latinsko imenuje Exaudi, nedelje uslišanja. Bog Oče je uslišal to prošnjo svojega sina, da se Psalm 22 ne bi končal v grobu, ampak da bi se odpel do konca. In neizbrisen dokaz, da je bila Jezusova prošnja uslišana, je prav Jezusov vnebohod, ki smo ga praznovali v četrtek. Vnebohod namreč ni Jezusov beg z tega sveta, je zmagoslavna pot k izpolnitvi. Je zagotovilo, da v Kristusu že sedimo na Božji desnici. Oče je sina potegnil iz žela smrti, ga povzdignil v slavo in s tem odprl vrata za nas. Vnebohod je zagotovilo, da bo ta psalm enkrat odpet do samega konca, ko bomo vsi eno v njegovi ljubezni. Dokler pa smo še tukaj v tej čakalnici zemeljske zgodovine, pa ta resnica prinaša globoko tolažbo za vsakega izmed nas. Posebej v tej negotovi tišini, ki jo oznanja današnja nedelja. Ta tolažba namreč pravi, krščanstvo ni skupnost ljudi, ki morajo biti ves čas močni, zbrani in zmožni zmagoslavnega prepevanja. Sploh ne. Vsi dobro vemo, da v življenju pridejo tudi trenutki, težki trenutki, ob izgubi, bolezni, dvomi ali malodušje, ko človek preprosto ne zmore iztisniti nobene pesmi hvale.
ko v srcu ostane le surov krik zapuščenosti, ko glas preprosto zamre v grlu. In prav tukaj v tej temi nastopi skrivnost cerkve. Ko jaz ne morem peti, cerkev poje zame. Ko jaz nimam moči, skupnost prevzame in poje pesem psalma 22 namesto mene. V klopi lahko samo molčim, lahko samo jokam, lahko sem zlomljen, a pesem celotnega Kristusovega telesa, ki odmeva okoli mene, me v tistem trenutku drži nad vodo. Zato skupno cerkveno petje ni glasbeni nastop in ni dokaz moči, je dejanje globoke solidarnosti. Cerkev poje v imenu tistih, ki v tistem trenutku ne morejo več vztrajati. Cerkev poje iz čiste hvaležnosti za odrešenje, ki nam je podarjeno, in poje zato, ker ve, da križ in tišina nista konec zgodbe, nista konec psalma 22. Kam nas vodi ta pesem cerkve, ki jo pojemo? V zadnji knjigi Svetega pisma, v Razodetju, se celotna zgodovina sveta ne zaključi z novo razlago ali z novim razodetjem ali z zapletenim naukom, zaključi se s pesmijo. V Razodetju se nam odstre pogled v nebesa, kjer se nebeška bitja, starešine in tisoče odrešenih ljudi zberejo okoli Božjega prestola. In tam, kot zapiše apostol Janez, se zgodi nekaj mogočnega. In zapeli so novo pesem. Zato novo pesem nam Sveto pismo v Razodetju, 15. poglavje, 3. vrstica, kasneje razloži, da gre pravzaprav za združitev dveh velikih spevov zgodovine. Pravi takole: peli so pesem Mojzesa, Božjega služabnika, in pesem jagnjeta. V tej nebeški pesmi se vse pesmi sveta zlijejo v eno. Pesem Mojzesa je pesem po rešitvi iz Egipta. To je pesem ljudi, ki so bežali, se bali, šli skozi morje in izkusili rešitev iz suženjstva in pogube. Pesem jagnjeta pa je nova pesem. Pojejo jo tisti, ki stojijo pred Božjim prestolom. Jagnje, ki je bilo zaklano, zavrženo in križano, zdaj stoji živo. To je pesem dokončne zmage nad zlom, smrtjo in krivico. V nebesih se ti dve pesmi ne pojeta ločeno, pojejo ju skupaj. To pomeni, zgodba Božjega naroda ni pozabljena in križ ni prekinitev, ni poraz. Vse se zlije v eno samo melodijo odrešenja. Kar je Bog začel z Mojzesom ob Rdečem morju, je dokončal v jagnjetu na Golgoti. In poglejmo še eno čudovito podrobnost. V Razodetju jagnje na prestolu molči. Jagnje ne poje, ampak jagnje tu pojejo. Nebo in odrešeni ljudje pojejo jagnjeto, tisto pesem hvale, ki jo je Jezus na križu pustil nezapeto. Kar je bilo na križu prekinjeno, je pred jagnjetovim prestolom dopolnjeno. To je velika tolažba za nas danes. Vsak izmed nas nosi svoj Egipt, svoje razburkano morje, svoj križ. Včasih znamo zapeti pesem Mojzesa, ko smo čudežno rešeni stiske. Včasih znamo samo molčati z Jezusom na križu. Razodetje pa nam sporoča, nič ni izgubljeno. Vse te pesmi, vsi naši kriki, vse naše zamolkle pesmi bodo zajete v končni nebeški pesmi. Zato se vračamo k psalmu 92, ki smo ga prebrali na začetku. Dobro je zjutraj oznanjati tvojo dobroto, po noči tvojo zvestobo. Cerkev ne prepeva, ker je že vse idealno in ne zato, ker so že vse težave rešene.
Vsi dobro vemo, da niso. Življenje zunaj teh zidov ostaja trdo in polno preizkušenj. Ampak danes molimo in pojemo preprosto zato, ker vemo, kako se naša zgodba konča. Pojemo, ker verjamemo, da je bil Gospod Jezus vzet v nebo, da bi nam pripravil prostor. Vemo, da nas na koncu, ko se zavesa tega sveta spusti, čaka veliko, večno praznovanje v Božji ljubezni. In to nam daje uteho in svobodo. Ni mi treba ves čas biti dobre volje in imeti na obrazu vesel izraz. Ni se mi treba napenjati, da bi moral na silo biti radosten in peti, ko sem zlomljen. Če sem danes v svoji osebni temi, brez moči, brez glasu, se preprosto lahko naslonim na skupnost. Dovolim, da cerkev moli in poje zame. Zato vera ni napor, ampak je odmev hvaležnosti za to, kar je Jezus storil za nas. Pesem se bo vrnila v moje srce samo od sebe, v pravem času. In ko bo moje življenje spet pripravljeno, bom znova zapel. Kajti sam Bog nam prek preroka Sofonije obljublja nekaj najbolj ganljivega, da bo sredi stiske in nemoči on tisti, ki bo prepeval med nami. Gospod tvoj Bog je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj, veseli se nad teboj v radosti, nemi v svoji ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si na križu začel peti 22. psalem stiske. Vzel si nase naš krik in umrl v molku. Nisi ga zapel do konca, pustil si, da tvoj psalem nadaljuje hvaležna pesem tvoje cerkve. Tvoj vnebohod dokazuje, da križ in molk nimata zadnje besede. V tebi smo rešeni in sprejeti točno takšni, kakršni smo. Zato te prosimo, obdaj nas s to brezpogojno ljubeznijo, ki gre z nami skozi vsako stisko in nas nikoli ne zapusti. Naj naša pesem danes ne bo več osamljen krik, ampak spev solidarnosti. Daj nam milost, da bomo resnično tukaj drug za drugega. Če je danes med nami kdo, ki mu je glas zamrl v grlu, prosimo te, naj ga objame in nosi vera celotnega občestva. Naj v tvoji ljubezni nihče več ne ostane sam s svojim križem. Združi vse naše glasove v en sam odmev hvaležnosti in olajšanja. Poveži nas v veselju, ko dvigamo glasove, ker nas tvoja ljubezen povezuje in osvobaja. Po tebi, ki živiš in kraljuješ na veke vekov. Amen. Drage sestre, dragi bratje, čas je, da z lastnimi glasovi dokončamo pesem današnjega bogoslužja. Zapeli bomo krščansko himno, ki pravi: V mojem srcu pesem zdaj doni, iz leta 1923. Pesem sloni na vrstici iz pisma Kološanam 3:16 in potrjuje to, kar smo danes slišali. Gospod nam je dal novo pesem, spev nebeški milosti. Zapojmo torej pesem: V mojem srcu pesem zdaj doni.
Tudi Jezusova molitev Oče naš, ki je rojena v Božjem srcu, je pravzaprav molitvena pesem. Najlepša molitev v celotnem vesolju. In kakšna milost je, da jo lahko molimo skupaj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.